Tole je eno izmed 35 na celem svetu. Novo, razširjeno centralno skladišče skupine Renault-Nissan Dacia bo z nadomestnimi deli oskrbovalo celotno regijo Adriatic oziroma države nekdanje Jugoslavije. To razširjeno skladišče se nahaja v Novem mestu na Dolenjskem. No in zakaj je skupina teh 35 skladišč tako pomembna? To so skladišča, ki so povezana neposredno s centralnim Renaultovim skladiščem v Parizu. No in od tam vsak dan, vsako dopoldne sem prihaja množica tovornjakov, ki sem pripeljejo rezervne dele. Že pred dolgimi leti je bilo tukaj predvsem manjše, čisto samo regijsko skladišče, ki je bilo tu zgrajeno že zaradi tradicije Novega mesta in tovarne Revoz. Potem pa, ko se je začelo to delati res na tisti pravi mednarodni način, smo pa dejansko po številnih analizah ugotovili, da je prav logistično to mesto tukaj zelo primerno, ker po eni strani je izven mest, se pravi, se izognemo nekim mestnim gnečam, konicam na začetku in koncu delovnega dneva, je dobesedno ob avtocesti, je pa tudi ob tisti avtocesti, ki ustreza tako Parizu, kjer je centralno skladišče nadomestnih delov, od koder vsi deli prihajajo sem, pa blizu potem vsem krajem po Sloveniji in pa tudi vsem državam nekdanje Jugoslavije, kamor se vsi ti deli potem dostavljajo iz tega skladišča. Tukaj je v vsakem trenutku shranjenih nešteto nadomestnih delov in povedali so nam, da med njimi najdemo tudi takšne, vsaj tiste tehnične, ki pripadajo tudi do 30 let starim avtomobilom. Recimo kakšnemu Renaultu 19, če se ga še spominjate. Glavna prednost takega skladišča je dejansko za lastnike avtomobilov, saj se z skladiščem, ki ga imaš v svoji državi, zelo močno skrajša čas, ki je potreben od naročila nekega nadomestnega rezervnega dela, pa do trenutka, ko je ta del lahko vgrajen na servisu v vozilo. Tukaj je kot v kakšnem supermarketu. Stranke namreč želijo nadomestni del za popravilo ali pa servis v najkrajšem možnem času. In zato tukaj delovni proces nikdar ne zastane. Tudi danes, ko smo skladišče obiskali mi za primer tiskovne konference, niti takrat, ko v skladišču delajo inventuro in delovni proces ni zastal niti med epidemijo koronavirusa. Vsekakor gre za isto pričakovanje kupca, ki pride v supermarket in si želi, da bo njegova štruca kruha tam takrat, ko pride in da je lahko takoj vzame. Danes moramo vedeti, da avtomobil je daleč od tega, da bi bil nek luksus ali pa neka igračka, ampak je nujno prevozno sredstvo. V tem skladišču je prav zaradi tega samo za Renault recimo zbranih 23 000 različnih rezervnih delov. Vrednost nadomestnih delov, ki so shranjeni v tem skladišču, je približno 4,6 milijona evrov. In takšno zalogo je treba seveda smiselno urediti, razporediti. Vsakič, ko posamezen del s tovornjakom pride v skladišče, ga zaposleni tu poskenira in vnese v sistem. Ampak ne samo v skladišču, proces digitalizacije Renault vpeljuje tudi v svoj prodajni in poprodajni proces. In ta digitalizacija je usmerjena v poenostavitev procesov. Najprej za koncesionarja, ki mu bo to olajšalo delovni dan, nato pa tudi za stranko, ko pride v salon, da bi kupila takšen avto ali pa ga pripelje na servis. Preden pride do potrditve nekega računa ali za vozilo ali za servis, je dejansko vse kristalno jasno, kateri deli so na zalogi, kako dolgo bo trajalo popravilo in po kakšni ceni se bo to izvrševalo. Nenazadnje pa zatem, ko vse pride v elektronski sistem in ko vse potrebne podatke dobimo na svoj elektronski naslov, si zadeve zelo enostavno, preprosto shranimo, kar pa potem, če ne prej, pride zelo do izraza, ko želimo neko vozilo prodati, ko potencialni novi lastnik ima seveda veliko skrb, kaj se je dejansko dogajalo s tem avtomobilom. Danes bomo imeli preprosto neko mapico v svojem poštnem nabiralniku in bomo naslednjemu kupcu enostavno pokazali celotno zgodovino, kaj se je dogajalo, kje se je dogajalo in s tem dobimo tudi večji občutek varnosti glede tega, kakšno je življenje tega vozila. In prav Slovenci smo znotraj Renaultove skupine vodilni oziroma najdlje z razvojem na področju digitalizacije.
Eno je to, da Slovenci smo dejansko se ne izogibamo izzivov, ampak jih z veseljem sprejemamo. Drugo je pa to, ko pogosto tarnamo, da smo majhni za nove zadeve, ta majhnost dejansko zelo hvaležna, ker je veliko obvladljivejše uvajati neki pilotni projekt, ker pod sabo nimaš mreže, ne vem, 200 koncesij, ampak za začetek samo nekaj 10 in so zadeve na ta način lažje. Po drugi strani imamo po Sloveniji kar nekaj inovativnih start-up podjetij, s katerimi se potem povezujemo na takih področjih. In veliko tega znanja, inovativnega znanja, prihaja tudi iz Dolenjske oziroma širše novomeške regije. Novo mesto se vedno bolj kaže, da ta beseda novo spet postaja zelo aktualno, da je v tem novem mestu veliko stvari novih, tako glede novih mladih usposobljenih kadrov in tudi glede investicij, ki prihajajo sem, ker ta regija ima posluh za logistiko, ki je v osnovi tisti ključni korak, da se lahko podjetja potem odločajo za širitev tukaj in logistične danosti tukaj so primerne in potem se lahko novo mesto širi tudi na nova področja, na področju avtomobilizma.